First, Chamberlain steals the ball in mid-air, then with a combination of expert dribbling and coordinated speed. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Matic, današnja oddaja bo pa v bistvu od... jaz sem zdaj začel, zdaj že kar nekaj časa spremljam pač košarko, Luka Dončić pa to. Vem. Se me preseneti, takrat se slabi. Tako da sem rekel, da bom ene par rekordov povedal, ki sem si jih prebral, ki so taki zelo zanimivi. Dončić jih ima kar nekaj v svojem žepu, ker Američani pač delajo statistiko za vsake. Malo pa ne več zgane. V zadnjih 3 tekmah je bil več kot kdorkoli dobro. Tako, No, pač In Američani imajo pač to statistiko in to pač imaš na netu tega, te statistike krčaš, tega ko krčaš. Tako da meni je recimo od Dončića zelo dobra trojni dvojček, to pomeni, da je imel da je on je edini igralec, ki ima 60 točk, 20 skokov, 10 podaj. Se pravi, da je s 60 točkami to ni nobenemu v zgodovini NBA-ja še uspel. Tako da je edini, ki ima v bistvu ta. Delej je bil tudi Jokić, ki je naredil 30-20-20. Hodil sem reč, tako da je tudi tako, pač, da ti daš 20 podaj, 20 skokov, pa še 30 točk je tako nemogoče. To že da je 60 pik, pa 20, tako, pa še 10 asistenc. Tako da pač obstajajo pa te v zgodovini, je bila pa ena sezona od enega človeka, ki je bila pa pač v presežkih takih, ki jih najverjetneje. Kaj? Westbrook? Ne, to je bil tudi zelo dober Westbrook s trojnimi dvojčki, ampak Wilt Chamberlain. Vse drug bi bil pa tak. On je bil v bistvu edini, ki je dosegel 100 točk na eni tekmi. Ampak še zmer, ni imel trojnega dvojčka, ni imel to, ampak je imel 100 pik. Je imel pa 100, edini, ki je imel 100 pik v zgodovini NBA-ja. Je pa sezona njegova ena, ki je bila pač tako sami presežki, ki mislim, da ne bo nikoli nobeden tega presegel. Ne sezone njegove, ker toliko rekordov, ki je on tam v uni sezoni dal, je bilo noro. In to je bila sezona iz 61 na 62 leta. No, on je imel v povprečju, lanske leti je imel Dončić, mislim, da okoli 34 točk v povprečju na sezoni. In je bil prvi strelc, največ točk je imel lanske leto v sezoni od vseh igralcev. Jih je imel 34. No, Wilt Chamberlain je imel tisto sezono povprečju, koliko bi rekel? Ne vem, 52. 50,4. Ok. 50,4. V povprečju je dal 50 točk. Tako da, pač to mislim, da najverjetneje. Težko, da bo da bo kdorkoli prišel bliz tega. Imel je tudi, da ti dam za primerjavo, to sezono ima Dončić metov na koš 20,7. Procentov, v povprečju, koliko vržena žoga na koš. Ček, 20,7. A je 20 krat na tekmo? Tako, na tekmo, tako. No, on je imel to sezono 39,5. Samo on metov skozi. Izgledaj. Vsako minuto je približno na minuto je vrnil. Najbližji je bil Jordan, ki je imel v sezoni 37 metov. Tako da njegovo najboljšo sezono. Tudi to je zelo dobro, ampak on je imel pa 39,5. No, in ta isto sezono je v bistvu to tudi rekord, ki ga pač ne bo nikoli noben podaril. Igral je v povprečju v celi sezoni 48 minut pa pol na tekmo. A so včasih več del časa igrali? Ne, isto je bilo 12, ampak on je igral cel cajt plus podaljški in ima na koncu povprečje 48 minut pa pol. Tako da... Se pravi, dejansko je, da vem, koliko tekem? 82. A že takrat je bilo to? Ja, skozi je 82 tekem.
Wow. 82 tekem je igral West Side. Ja, plus podaljški, podaljški kadar so bili in je še takrat skozi igral, tako da malo v povprečju. Bil je on takrat, čakaj, da se jaz tole, se pravi, 7 podaljškov je bilo, vse skupaj te sezone. Pač skozi igral. Ja, pa srečo je imel, da ni imel problemov iz prekrški. Pa mislim, to pa, da je poškodovan, da ni bil. Ja, pa ni bil poškodovan, nič, tako da, pač, da imaš ti več kot 3 minut povprečje, to je pač nemogoče, da bo še kdo. Bi rekel, da bojo prej presegli 50 pik na tekmo, a ne, v povprečje, kot pa tole. Ja, tako. Wow. Ja, to je recimo. To je tako, ne, si razumem, zdaj je pač vsi so bolj atletski, vsi so bolj močnejši, pa tako. Ampak pa se, veš, se pritožujemo, preveč igramo, pa je tazga. Pač, dej ti spoglej, no. To je koliko, zdaj bom sam nekaj drugega omenil. Ja. Ker imajo glasbeniki, ne vem, imajo 50 koncertov na let, pa to je nemogoče, to pač, koliko sem zmatran. Avsenik? Ja. Imamo pa en let 360 koncertov v celom let, tako da ne so vse. Ja. Moj že umenil najbrž. Ja, ne, ali smo mi do enkrat na kavi govorili, ker si mi to povedal, tako da ja. Ja, no, tako da zdaj v povprečju, ne vem, če igrajo, itak nobeden nikoli ne igra, pač vse, če zmagujejo, ga itak da dobrega igralca ven, zaradi tega, ker zakaj bi ga trošil, a ne? Pač, tako da je pač nemogoče, da bo kdorkoli, kadarkoli prišel na več kot 48 minut. Zboh ne preko in možen to, ne? Ja, očitno pri njemu je. Zaradi tega, ker je toliko igral, je logično, da bi bil tudi povprečje 50 pik. Vem, samo a veš, bil zložen zmatran to bolj. Ja. Pa bil ne predstavljal si 82 tekem, da imaš ti povprečje, da si toliko cajt. A to je sam redno ali vse je? Samo redno, brez play-offov. Ja. Wow, pa še takrat igral, ne? Ja, seveda. Tako da, ja. Imel je, to, kar sem rekel, srečo, imel je samo povprečje 1,5 prekrška na redu. Tako da je... To. Ja. Čeprav verjetno tudi takrat, da se je marsikaj spremenil. Mislim, da je lahko zbil, ne vem, skole na redu. Bolj je bila groba igra, kot je danes. Danes za vsako malenkost je že piskajo. Takrat so pa malo bolj tako igrali. Tako da ja, drugače mislim, da čakaj, sem si napisal to. 8 minut je edin v eni tekmi ni igral. 8 minut zadnjo četrtino, ker je imel, zato ker je bil izključen v zadnji četrtini. Tako da to mu je zbil povprečje, če ne bi imel še. Ja, če imel pol favlane. Tako ja, pač eno tekmo. Tako da ja. Tako da posem si pa še enega človeka, ki pač ni tako znan, ampak mi je bil zanimiv njegov rekord, ki tudi najverjetneje ne bo nikoli podrt. Wold Bellamy, pač 1968 pa 69 je odigral 88 tekem redne sezone. Kljub temu, da je vse skupaj 82 tekem. Ja, pa je res loš. Kako je to mogoče? Kako je do tega prišlo, ja? Na sred sezone je bil menjan. On je bil na začetku je igral pri New York Knicksih, pol je pa bil zamenjan v Detroit Pistons. In fora je, da je prvo polletje je bilo, so imeli Knicksi ful več tekem, drugo polletje pa uni več. In na koncu je on v bistvu toliko več tekem odigral. Se pravi, mojster, se pravi, 6 tekem igral, pred eni ekipi je 3krat igral. Ja, mislim pač več, ker se je vmes zamenil na sred sezone in je pač 6 tekem več odigral, kot je, pa dejansko je vse tekme odigral, tako da
Ja, okay, Tako to da- je tudi nekaj, kar ni mogoče verjetno več. Najverjetneje se ne bo zgodilo, ker tudi ne vem, če so urniki tako narejeni, kot so bili najbrž takrat, da se je lahko tok tekal. Veš, ker takrat po mojem je bil tudi problem to, a veš, ker razdalja, pa da ti prideš iz enega res mesta v bolj- druga, ne, in je bilo lokalno mogoče, vse odigrali. ja, a veš, in so pač najbrž takrat skup, ki so šli, ke so pa bolj tam igrali, ne? Ja, A veš, ja, ali kako, ne vem, mogel bi si mogoče to malo bolj prebrati, ampak po moje ideji na tak. ja, in pač takrat je bilo, ki je na unmu koncu pri New Yorkih igral, je bilo tako, pokaj šel pa kaj, jih je pa še toliko, tako da ja, je 88 tekem odigral, čeprav je 82 vse skupaj tekem. Ja. Se je pa to Zanimivo. zgodilo, da je bilo več kot že 46 igralcem, samo to je bilo tako 1-2 igre več, kakor Čakaj, 46. igralcem je bilo več kot 82 tekem, da A so ja. igrali. A ja, še celo ko, zapravo, sploh ni Ja, ni, tako poseben. ja, ne, ni toliko poseben, sam fora je, da ponavadi je še zmeraj največ. je odigral. največ, največ jih je on, ker jih je tok, ampak ja, 46 ljudi je bilo tudi, ki je igral več kot 82 tekem. Tako da, a veš, pač imaš te kakšne igralce, ki niso toliko znani, a ne, pa so pač dejansko v vseh pač niso pofavljeni in igrajo vse tekme, pa se vmes zamenjajo, pa je mogoče igra 2 zdaj, a ne, več, tako da ja. No, sam Cool. pač, Cool, Ja. cool. Ja, ok. tako da, Bravo. to kot teh rekordih. Ja, tako da meni je pa ta, recimo ta Wild je pa meni tako pač fascinanten, kako je. Ja, sej taj bo verjetno ta prvi, tak res zvezdnik Tako je. v NBA-ju. Ja, je bil, ja, ki je bil dejansko. Sam fora je, da njegovih ful takrat se ni še uživo prenašal NBA tekem. Ful. In ja. so bile sam te večje, so bile dejansko posnete. In recimo tudi te, ki je 100 točk dosegel, ni posnete nikjer. Tako da Se ti, pravi, lahko je fake. ja, pač bila je po radiju, radio, mislim, da Ja, imajo, okej. ki so, Pa. ja, ampak ni pa video, da bi lahko to pogledal, to tekmo, kako je on Ja, to igral. škoda. No, Ja. mislim, sej, če... Dobar, 60, ne vem, ampak videl sem, a veš, da je nedolgo nazaj lih iz 30-ih Ja. neko tekmo. Ja. A je bilo iz 30-ih? Ja, se možno. Ja. Ja. Saj so, Pa je bilo malo ko, malo hecno je bilo videti, vse skratno. Še zmeraj so bolj, kot če bi jaz zdaj šel igrati, ampak tako. tako, ja, Hočem reči, itak, ja. Ja, seveda, si lej, a veš, pa takrat ni bilo ne za 3 točke, to je bilo Ne, samo, ne, tudi to je bilo, vrgu se sploh, ne veš, aj ko, pač kar vrgu je nekako. ja, pa včasih je bil, mislim, da je bil en, ki je proste mete vedno v dospodi metal, da je na jajčka metal. Zakaj to zdaj ne? Aj to prepovedano? Ne, ni, drugač ni. Pa zakaj ne? Jaz bi Ja. že zato, da... Ja, drugače je bil nekdo Malo in drugače. povprečno, procentualno imaš ful več šanse, da boš tako zadev, kar tako. To je en del statistiko, zaradi tega, ker imaš večji lok in lažji, večjo imaš šanso, da zadaneš noter na jajčka. Misliš, če nekam ne vem, eno škatlo vržeš, ja, lahko tako, ampak če pa tako vržeš, boš pa nek, ne vem, Ja, lažji ti je. večji lok je lažje zadaneš. tako da, Ja. Dončić, dej. Če gledaš petkov ekstremno, slučajno, če so dejno, oni 30, Ja, dejno. tako je, da začni tako metati. Okay. Ja, to je to. No. Mislim, sej drugače rekordov je ogromen, Ja, imaš tudi zdaj le. lahko ne 6 Ja. daj naredila v samem Ja, tem. v teh, ki je zanimivi, recimo so meni tudi, ne vem, dele, ki je LeBron James, ki je 50.000 točk prvi v zgodovini, ki ima 50.000 točk, tako da Ja. je tudi težko dosegljiv rekord, da bo nekdo toliko let igral. Vem pa, Ja, da je Dončić, ja. on ima čez 20.000 pik, mislim, da je že. Ne vem, če je Ali že čez ni- 10. čez No, v 10 glavnem, je, po do mojem. neke te vele številke je bil najhitrejši. Ja, Ki- to imam ki je tudi ki nekje, je dosegel nekje imam to, napisano, ne? da imam, tukaj sem si vse te njegove, ampak ja, mislim, da je ta prvi najstnik, ki je triple-double dosegel, pa imaš, ne vem, do Ja. 10.000, da ne vem koliko. Najbrž, ja, do 10.000, Ja. če v bistvu da je bil ta najhitrejši od teh, Tako, ki so tako, ki ja. zdaj igrajo v NBA-ju. Tako je. Tako da. Ja, je, Ja, ima kar on je tak res, fenomen. pa tudi tak globalen velezvezdnik. No. Tako je. Še en mesec potem, ko so ga tradali, Ja, se še zmeraj govori o tem. pa še zdaj se govori, pač še zdaj je to, Ja. vsi govorijo, da je to najslabša
menjava, kar se je zgodila. Pa, mislim, res je tako, bi rekel, veliko bolj poznan, kot kar bi si kle mislil. Ja, tako je. tako Je da. res, ja. Ja. Čeprav, ko sem bil v Ameriki, sem bil pa šokiran, ker so ljudje bolj poznali, oziroma bolj poznali, se so tudi Dončić, ampak veliko bolj so bili zaznanjeni s Pogačarjem pa Rogličem, A, res, kot kar pa recimo s Dončićem, kar mi kar je mi je bilo čudno. tako, wow. Zanimivo, ja. En je še Mohoriča omenil, kako ti Mohoriča poznaš. Ampak dobro, ja. Zanimivo. Tako to Mogoče je. si bil v takih krogih, ki so tam, ki so Ko so hodili. kolesar, oziroma Ja, kolesarstvo je kar popularno v Ameriki. No? Ja, Ampak ja. vsem, tako zelo mi je bilo, zelo sem bil pozitivno presenečen, da Da je toliko znanja. Ja? da je Pogačar taka tudi zvezda v Ameriki, recimo. Tako da, ja, Zanimivo, res. Ja. Ja. torej, modro misel sva že dala, ko so Dončiću svetovala neko meče, In tako da bova najbolj zaključila. s to modro mislijo bova zaključila, ja, da mora začeti komentati na jajčka in to je to. Tako, Tako da, lep petek vam vsem, se vidimo. ker Dončić tako vrže. Tako. Se takrat vidimo, ne? Ne, že prej. Ja, adijo, čau.